danes imajo tukaj obiskovalci oziroma zainteresirani javnost možnosti videti vrsto aktivnosti, vrsto novih tehnologij, kar se tiče avtomobilnega prevoza. Hkrati pa smo ta dan hoteli posvetiti temu, da se začnemo resneje in temeljito spraševati o prihodnosti naše lokalne skupnosti, ali želimo živeti oziroma prebivati v visoko kvalitetnem lokalnem okolju, in mislim, da je ta odgovor da, kajti s tem projektom stopamo v bok mnogim modernim evropskim mestom, ki na nek način gledajo daleč v prihodnost in si jasno, kot mi vsi želijo višje kvalitete bivanja. Naš cilj je predvsem ta, da ljudje začnejo več hoditi tudi peš, ravno tako kolesariti in pa se tudi preko posluževati teh javnih prevoznih sredstev. Naš cilj je predvsem ta, da dejansko na eni strani potem dosežemo preko to fizično pripravljenost posameznikov in pa, kar je še bolj pomembno, je pa ta ekološki del, preko katerega nekako zagotovimo preko elektriko ali pa s plinom, tako da vidimo te dodatne prednosti. Podjetje Volkswagen je predstavilo električno vozilo Golf, ki je prvi pravi električni avtomobil v njihovem podjetju, namenjen za širšo uporabo. Ker je ekološka ozaveščenost med ljudmi vse večja, pri Volkswagenu stremijo k vse večji izdelavi električnih vozil. Prihodnost je prav gotovo za električna vozila obetajoča. Večje količine in pa ponudbo vozil pričakujemo po letu 2020, saj kar se tiče programa Volkswagen. Takrat pričakujemo, da bodo vsi modeli, ki bodo prišli na trg, imeli tudi verzijo v elektromotorja, in prav gotovo pričakujemo, da bodo tudi cene temu ustrezno manjše, nižje in za tega seveda tudi primernejše za nakupe. Na ta dan so občankam in občanom ponudili tudi brezplačni javni prevoz. Naš koncesionar javnega potniškega prometa se je prijazno odzval našemu vabilu, zato se jim že zdaj javno zahvaljujem. Danes imamo namreč, oziroma imajo občanke in občani možnost koriščenja brezplačnega javnega potniškega prometa. Torej vse ljudno vabim, da se to možnost izkoristijo, da spoznajo tudi te, bom rekel, pozitivne plati koriščenja javnega potniškega prometa, ter da mogoče ta dan pustijo avto na parkirišču. Ravno tako smo uspeli z mnogimi zavodi, z šolnimi šolami, z vrtci doseči soglasje, da bo ta dan prostor, ki je drugače namenjen avtomobilom, da bo ta dan namenjen ta prostor otrokom, se pravi njihovi igri, njihovi varnosti. In mislim, da je to neka, bom rekel, dolgoročna rešitev, ki jo skušamo zasledovati tudi v prihodnje. Na občini Jesenice se trudijo spodbuditi javnost k uporabi javnega prevoza. Vkolikor se ga še ne poslužujete, se zato lahko vsaj malo oddolžite jutri, ko obeležujemo dan brez avtomobila. Kako se boste odpravili v službo? Jaz osebno se bom odpravil z javnim potniškim prometom, ravno tako kot sem se danes. Jaz sem prišel peš, tako da spoštujem preko to zgodbo te mobilnosti in pa, kar lahko rečem, tudi ta prvi sem vnuka pospremil v šolo, potem pa sam na delovno mesto, tako da v tem delu lahko rečem, sem kar spoštujem to navodilo preko mobilnosti.